Danes z mano Tadej Gosak, par besed o tebi kar tako, ekonomist in menedžer, prej direktor podjetja Titus Europe, pravilno? Danes pa generalni direktor Marles hiše, eden izmed ali pa vodilni proizvajalec montažnih lesenih hiš v Sloveniji in širše, ki svoje produkte pravzaprav že umešča na globalne trge. Je to pravilno? Drži. Ja, drži. Okej. Pogovarjali se bomo seveda o prihodnosti bivanja, o trajnosti, pa tudi malo o industrijski transformaciji gradbeništva. Najprej pa mogoče par vprašanj o tebi, no. Glede na to, da si vstopil v gradbeno industrijo iz pohištvene, a ne? A je to lesena montažna gradnja, je to izbira ali je to naključje? Ljudje pravijo, da ni naključij v življenju, da je vse nekako povezano. Zdaj sem Štajerec, prihajam iz druge strani Drave, leve strani Drave, in sem na Marles vedno gledal z neko nostalgijo. Veliko ljudi iz mojih krajev je bilo zaposlenih v Marlesu, tudi nekaj sorodnikov. In je Marles vedno bil sinonim za eno podjetje z tradicijo, z veliko zaposlenimi, z bogatim znanjem. In življenje prinese marsikatero priložnost in tako je tudi v moji karierni poti prišlo do stika med mano pa sedanjim lastnikom Marlesa. Ujeli smo se v načinu razmišljanja in viziji, kako razvijati Marles naprej, in smo se tu našli. Zato pravim, najbrž ni vse podvrženo naključju, so tudi neki interesi, ki se morajo združiti v določenem trenutku. Ja, si predstavljam. Zdaj, Marles ima par zanimivih lastnosti. Eno je to, da je to staro podjetje za slovenske razmere, 50 let tradicije, ne? Ja. Ne? 125. 125 let tradicije. To sem pa. Ja, smo eno najstarejših podjetij. Seveda je v teh več kot 125 letih podjetje šlo skozi različne razvojne faze, od neke začetne podjetniške pobude, ki jo je imel takratni ustanovitelj. Ni delal v tistem trenutku hiš, ampak iz njegovega podjetja oziroma neke obrti se je postopno razvijalo poslovanje in jaz občudujem ljudi, ki imajo v določenem trenutku vizijo, imajo pogum, razumejo bolje, kaj trg pričakuje, in tako se je tudi ta na neki način obrtna delavnica po drugi svetovni vojni začela razvijati v smeri proizvodnje hiš. In vizija je zagotovo bila v tem, da je neki inovativen pristop v načinu gradnje, ki takrat ni bil še poznan, bil prepoznan s strani takratnih odgovornih v podjetju in so stopili na pot produkta, ki ga je Marles pravzaprav v tej regiji kot pionir začel razvijati. Lesena montažna gradnja, ki je prenesla velik del aktivnosti iz gradbišča v proizvodnjo, je zagotovo bila takrat vizionarska in na neki način prebojna tehnologija v načinu gradnje. In načeloma se v principu, ki je bil takrat razvit, ni kaj bistvenega spremenilo. Razvoj seveda gre naprej, materiali so boljši, sam izdelek je bistveno bolj dovršen, ker se je skozi leta, ko delaš tak proces, se konstantno izboljšujejo sistemi, ki jih na koncu daješ na trg. Ampak v principu pa se to, kar je bilo
hitro po drugi svetovni vojni razvito, do danes ni kaj bistveno spremenilo. Še vedno delamo z lesom, velik del elementov proizvedemo in dokončamo v proizvodnji, jih dostavimo na gradbišče in tam v zelo kratkem času, nekaj dni, pravzaprav zmontiramo v končno obliko enega objekta. To je zagotovo, če še enkrat poudarim, bilo vizionarsko pred več kot 70 leti. Torej, to je del te tradicije, ki se potem prenaša, to znanje, tudi tehnologija, v bistvu, ki je bila že takrat razvita in vi to zdaj nadgrajujete. Ja, velika vrednost podjetij, in tu je Marlo zagotovo en dober primer, je, da se skozi izkušnje, skozi generacije, skozi številne tudi težave, ki nastajajo pri izdelavi določenega produkta, kopiči znanje in izkušnje. In to znanje, ki ga je Marles vse skozi nalagal v svoje zaposlene in jih prenašamo iz generacije v generacijo, je zagotovo največja vrednost, ki jo Marles ima. Današnji produkt je resnično dovršen, je en najkvalitetnejših na trgu. Velikokrat opažamo, da smo celo z produktom, ki ga imamo v Sloveniji, prekvalitetni, da bi lahko konkurirali na drugih evropskih trgih, ker trg tega ni pripravljen plačati. Čeprav dobi kupec bistveno boljši produkt, bolj dovršen, energetsko varčen, trajno in trajnostno izdelan, vidimo, da je v veliko primerih na drugih evropskih trgih ta produkt enostavno predober za v tem trenutku in se dejansko Marles kot en od edinih izvoznikov v Sloveniji, oziroma praktično smo edini, ki resnično izvažamo ta produkt na številne evropske trge, trudimo tudi v tem smislu, da prepričamo investitorje, da je ta produkt smiselno, se pravi, da je njega smiselno investirati, ker na dolgi rok seveda prinaša velike prednosti uporabnikom teh objektov, ki jih Marles napravi, tako iz energetskega vidika, predvsem pa iz bivalnega. Se pravi, bivanje v zdravem okolju, v zdravih prostorih je neka vrednota, ki jo Marles prinaša, in verjamemo, da je tudi končni kupci vedno bolj cenijo. Kaj pa je kakšen primer takega trga? Morda samo, da si predstavljam primer trga, kjer pa imajo drugačno gradnjo, manj kvalitetno, pa kakšna ta gradnja je? Zdaj, vsak trg ima neke specifike. Ne bi izpostavljal posameznega trga. Ampak dejstvo je, da že samo izbor materialov lahko bistveno vpliva na bivanjsko ugodje. Mi temeljimo na naravnih materialih. Materialih, ki dihajo, ki dajo toplino prostoru, v katerem človek biva. In tu seveda včasih težko konkuriramo z ceno materialom, ki so cenejši in manj naravni. Govorimo predvsem o izolativnih materialih, ki so seveda lahko na osnovi lesenih vlaken, kar mi preferiramo, ali pa tudi kamena volna je seveda v veliki meri naraven material. V primerjavi z polimeri, ki seveda nudijo visoko energetsko učinkovitost, ampak bivanjsko ugodje je pa bistveno slabše. In če tega trg ni pripravljen plačati, oziroma v tem trenutku mi celo sugeriramo, da bi tudi zaradi zelenega prehoda morali tovrstni materiali, ki manj obremenjujejo okolje, tako v smislu proizvodnje teh materialov, kot kasneje v razgradnji materialov, ker tudi
zgradbe imajo nek življenjski cikel, da bi tu morali strani regulatorjev dati večjo podporo materialom, ki zagotavljajo ta trajnostni vidik in omogočajo tudi trajnostno oziroma zeleno transformacijo. Se premika, ampak vseeno mislimo, da je glede na cilje, ki si jih je tudi svet postavil, predvsem pa Evropa, da je ta prehod prepočasen. Morda še zadnje osebno vprašanje. Glede na to, da izhajaš iz pohištvene industrije, je pohištvena pravilen izraz, kar Titus dela. Kakšne prijeme ali pa morda tehnike si lahko prenesel iz ene v drugo industrijo? No, Ali sta si zelo podobni? Marko, ne te popravi. Jaz sem ekonomist po izobrazbi. Delal sem v kozmetični industriji, kemijski industriji, nato sem vodil eno večjih papirnic v Sloveniji in res je pred vstopom v Marles sem vodil podjetje Titus, ki izdeluje pohištveno okovje, se pravi za pohištveno industrijo. Nekih neposrednih povezav z Marlesom to nima. Vsako od teh podjetij, v katerih sem nabiral svoje izkušnje, ima nek svoj poslovni model in znanja in izkušnje, ki jih pridobiš iz posameznega podjetja, so vedno dobrodošla in lahko veliko pripomorejo k temu, ko vstopiš v neko novo branžo. Ima pa vsako podjetje svoj poslovni model, svoje kupce, drugačen proizvod in moja dodana vrednost v takem trenutku, ko vstopim sploh pa začneš voditi podjetje, je, da dodaš izkušnjo, ki je mogoče v podjetju v tistem trenutku nimajo. Prineseš način vodenja, ki omogoča, da predvsem sodelavci, ki imajo veliko strokovnega znanja, lahko to strokovno znanje tudi v največji možni meri uporabijo, dodajo vrednost v podjetje. Moja vloga je pa predvsem pokazati smer. Se pravi, to, kar znam, je predvsem razvijati poslovanje v smislu prodaje, marketinga in nakazati, kje v bodoče bo podjetje lahko raslo in se širilo. In moram reči, da smo tu v Marlesu v zadnjih 2 letih pa pol napravili bistven korak naprej. Prenovili smo blagovno znamko, prenovili portfelj naših izdelkov, uvedli nove linije hiš, osvežili našo podobo, tudi približali Marles nekim novim kupcem. Predvsem nas veseli, da smo starostno strukturo naših kupcev znižali za več kot 15 let. To pomeni, da z našim pristopom, z našimi izdelki nagovarjamo mlade družine in to nas še posebej veseli. Hkrati je pa moja vloga v tem, da seveda iščemo možnost, da se podjetje nadalje razvija predvsem v tujini. Slovenski trg je za nas zelo pomemben, je pa glede na velikost podjetja in pa tudi ambicije tako lastnikov kot vodstva premalo. In zato se zdaj zelo močno razvijamo z novimi programi in vstopamo na tuje trge še bolj aktivno, kot se je to dogajalo v zadnjih 10-20 letih. Kako pa komentiraš pravzaprav kulturni razvoj lesene gradnje pri nas, pa na trgu, kjer ste prisotni? Če na primer pogledamo, ZDA ima leseno gradnjo razvito zelo močno, sicer so tehnike malo drugačne, v Evropi pa od severa proti jugu, ko gremo, je manj procentualno lesene gradnje. Kako je v Sloveniji, pa kakšen trend vi zaznavate? A pa na trgih, kjer ste? Ja. Mislim, da se bistveno spreminja percepcija. Zdaj, če govoriva najprej o Sloveniji.
Velikokrat smo se srečevali z pomislekom, ali je ta način gradnje tudi trajen. Se pravi, ali bo vzdržal 2, 3 in več generacij. Kot radi razmišljamo takrat, ko gradimo hišo zase. V končni fazi se ne govorimo samo o družinskih hišah, govorimo tudi o ostalih objektih. Zdaj, dal bi malo za primerjavo, ne. Eni najstarejših objektov, ki stojijo na svetu, so leseni, tudi po več kot 1000 let stari. Se pravi, les je trajen material, če se ga seveda razume, če se ravna z njim strokovno, če se obvladajo detajli, ki jih pač tovrstni material zahteva, potem je ta način gradnje lahko zelo, zelo trajen in tudi več generacij bo ugodno bivalo v teh objektih. Tu smo naleteli na največ pomislekov strani kupcev oziroma se še z njimi srečujemo, kjer je percepcija, da je zagotovo bistveno bolj trden, trajen dom tisti, ki je klasično zgrajen. Mi se seveda s tem ne strinjamo. Naša hiša številka 1 še vedno stoji, je v odličnem stanju, je relativno blizu naše tovarne, s čimer dokazujemo, da tudi prvi objekt, ki ga je Marles postavil pred več kot 70 leti, je trajen. O trajnosti sploh ne bom govoril, ker bolj trajnostnega načina enostavno ni v tem trenutku. In v odvisnosti od trgov in poznavanja lesa je ta percepcija boljša ali pa slabša. Zdaj, ker si omenil jug, seveda bolj, ko gremo proti jugu, recimo, ne vem, še Dalmacija, Grčija in tako dalje, ti trgi so temeljili na drugačnem materialu. Se pravi, človek je pač spoznal tisti material, ki mu je bil blizu, in tam, kjer je več kamna, toplejše podnebje, so gradili s tem materialom. Medtem ko bolj, ko gremo v centralno Evropo in proti severu, je bil les dostopen in so ljudje se seveda na njega tudi navadili oziroma ga sprejeli kot osnoven gradbeni material. Zdaj, vprašanje, ali je les primeren tudi za druga klimatska območja, kot je recimo, ne vem, obmorski kraj in ostali bolj vroča podnebja. Odgovor je enak. Les je fantastičen material za vsa ta podnebja, z upoštevanjem seveda specifik in načina gradnje, ki zagotavlja, da je les lahko potem trajno vgrajen v objekt. Zdaj, Marles ima seveda omejene možnosti vplivanja na percepcijo potrošnikov. Ampak z vsakim objektom dokazujemo, da je ta način gradnje primeren, pravi, mi ga zagovarjamo kot najboljšega. Postavili smo že več kot 30.000 objektov, se pravi, imamo zelo veliko izkušenj, ki smo si jih s tem pridobili. In kar je zagotovo posebnost Marlesa je, da smo eno redkih podjetij, za katero lahko zdaj, oziroma za nas že zdaj lahko rečemo, da smo globalni. Mi smo gradili v Koloradu, v Ameriki, v Karibih, postavljali objekte v Afriki, gradili v Skandinaviji, Rusiji, Ukrajini, centralni Evropi, na Irskem stojijo naši objekti, v Veliki Britaniji. Se pravi, ni trga, za katerega ta produkt ne bi bil primeren,
In dokazujemo tudi, da seveda naši produkti lahko potujejo. In to je tudi ena od posebnosti tovrstne gradnje. Z dobro zasnovo, z dobrim poslovnim modelom, z tudi dovršeno logističnim konceptom je ta produkt lahko na koncu globalen. Glede na to mednarodnost, kaj pa bi rekel, da so glavne, a so kakšne značilnosti, ki so drugačne med slovenskim kupcem pa med tujimi kupci? Zdaj, tujina je široka, ampak ali so neke razlike, ki so v fundamentu drugačne? Zdaj, za kupca seveda so že samo tipologija hiš, arhitektura. Mi delamo dosti za italijanski trg. Italijani imajo drugačen okus, drugačen stil in seveda moraš to prilagoditi. Oni želijo v objektu videti les, kar pomeni, da morajo vsi lesovi, ki so vidni, biti posebej obdelani. Zato imamo prav poseben oddelek v Marlesu, sodelavca, strokovnjaka, ki resnično poskrbi, da je končni izgled teh recimo tramov oziroma vidnih lesov praktično mizarsko obdelan. Neki drugi trgi tega ne potrebujejo. Se pravi, gre za ali arhitekturne značilnosti ali pa tudi tipologijo hiš, na katero mora Marles imeti odgovor. Ne vem, v okolici Dunaja gradijo tako imenovane Kleingartenhaus, ne, ki imajo spet svoj izgled. Gradili smo v Istri, kjer je tradicionalen material kamen. In tudi naši objekti na koncu so bili zgrajeni na način, da popolnoma sovpadajo z tipologijo tistega okolja. Če danes pogledaš Marlesov objekt v Istri, nimaš občutka, da gre za lesen montažni objekt, ampak da je iz kamna grajen objekt. Skozi fasado in obliko hiše. Tako. Ne, se pravi, spoštujemo neke krajinske značilnosti, spoštujemo arhitekturne zahteve in to daje odgovor na vprašanje, kaj kupec pričakuje. Je tudi odgovornost Marlesa, da ne vsiljujemo tip objekta, ki bi bil univerzalen. Graditi v švicarskih Alpah ali pa v Istri, kot sem dal primer, sta dve različni tipologiji. Marles to vlada. Na eni strani uporabljamo bistveno več lesa, tudi vidnega, navzven, fasada in tako dalje, medtem ko v Istri uporabljamo kamen kot fasadni element. Druga specifika je povezana na zakonodajo. Se pravi, regulativa za posamezna območja še vedno zahteva določene prilagoditve. Švicarji imajo svojo, Nemci imajo svojo, Italijani imajo svojo, Slovenci imamo svojo in tako dalje. Širimo se tudi, oziroma iščemo zdaj priložnosti za druge evropske trge. Praktično vsak tak trg ima neko specifiko. Marles kljub temu, da ima ETA certifikat, CE certifikat, pa potem pridobivamo še lokalne certifikate, ki omogočajo, da mi seveda po zahtevah lokalnih specifik tak objekt potem tudi gradimo. To je tudi ena od velikih vrednosti Marlesa. Se pravi, da imamo zelo široko paleto certifikatov, s katerimi dokazujemo na eni strani kvaliteto, na drugi strani izpolnjujemo pogoje, ki jih lokalna zakonodaja zahteva. Prej so se dotaknila države in spodbujanja trajnosti. Kako pa iz stališča proizvajalca ali pa iz stališča kupca? Kje pa je vloga države in spodbujanja bio-based materialov, lesene gradnje ali pa trajnostne gradnje generalno? Jaz mislim, da ima veliko vlogo. Sem gospodarstvenik in vem, oziroma se zavedam, da hipnega trajnostnega prehoda ni možno doseči. Lahko se napravi velika škoda, celo nepopravljiva. Ampak dejstvo je, da določene industrije bistveno bolj
obremenjujejo okolje kot neke druge. In če pogledamo samo les. Les je edini material, ki ga lahko uporabljamo v gradbeništvu, ki nam ga daje narava. Neposredno. Ob nastanku lesa, se pravi ob rasti lesa, se kopiči CO2 v les. Se pravi, ima tudi to pozitivno lastnost, da absorbira ogljikov dioksid za nastanek lesa. Noben drug material, gradbeni, nima te lastnosti. Vsi ostali materiali potrebujejo intenzivno procesiranje, da se ga potem lahko vgrajuje v končni izdelek. Če govorimo o betonu, o cementu, o opeki, vsi ti materiali, steklu, kovini, vsi ti materiali potrebujejo intenzivne energetsko potratne proizvodne procese, da pridemo do končnega produkta, ki ga potem uporabimo za gradnjo. Les tega ne potrebuje. Relativno malo energije gre za to, da ga od posekanega debla pa do materiala, ki je primeren za vgradnjo v stavbo, vložimo v ta polprodukt. Zdaj, kje je vloga države? Seveda ali pa regulatorjev prepoznati, da je les dobrina, ki nam je na voljo. Seveda v nekih razumnih merah. Ampak zdaj, če pogledamo samo primer Slovenije, letni prirast lesa v Sloveniji je okrog 9 milijonov kubikov, mi ga v tem trenutku posekamo samo polovico tega, pa še od tega zgolj 30-40% gre za tovrsten namen. Večino lesa posekamo zato, da ga vržemo v skrožje, kar je spet problem. In trajno vgrajen les ima dva pozitivna efekta. Prvič, gre za to, da imamo naravni material, ki nadomesti neke druge, bolj potratne, okolju manj prijazne materiale. Drugič, les je že nakopičil CO2 in če ga skladiščimo, smo ga skladiščili za dolgo obdobje naprej. Zato je les, po mojem mnenju, premalo prepoznan kot resnično material, ki bo omogočal ta zeleni prehod. In zdaj nazaj k tvojemu vprašanju, kaj napraviti. Jaz mislim, da bi morala država ali pa celo Evropska unija na tem nivoju prepoznati les kot enega od strateških dobrin, ki ga Evropa ima, in preferirati pred ostalimi materiali. Seveda na senzibilen način, na način, da se omogoča hkrati tudi potem prehod ostalih industrij v nekem tempu, da se ne napravi nepopravljiva škoda. Vidimo, da hiter prehod v avtomobilski industriji je napravil zdaj kar nekaj težav v celotni evropski ekonomiji, in tovrstni hitri ukrepi najbrž niso najbolj zaželeni. Gradbena industrija je največja ekonomija, pravzaprav predstavlja večji del gospodarskih aktivnosti, in zato je potrebno tu z nekim razumom pa občutkom preferirati bolj trajnostne vidike. Hkrati pa bi mogoče še ta podatek pač zaupal. Ob tem, da je gradbeništvo največji industrijski sektor, je pa tudi najbolj okoljsko neprijazen. V tem trenutku v svetovnem merilu nekje 38% vseh izpustov je vezanih na gradbeništvo. Se pravi, to, kar zgradimo in to, kar posledično uporabljamo, generira 38% vseh izpustov.
In to je številka, ki bi nas morala skrbeti. In mi lahko vsi vozimo električne avtomobile, bomo seveda nekaj pripomogli k temu, se tudi na drugačen način trajnostno obnašamo, ampak če ne bomo spremenili načina gradnje in pa uporabe materialov, bomo relativno malo spremenili v celotni sliki. Poleg trajnosti, torej trajnosti z vidika, kako dolgo živijo stavbe, in trajnosti z vidika okolja, ne bi bil v gradbeništvu oziroma en izmed večjih problemov delovna sila. Še posebej delovna sila na terenu. In tukaj imate vi še eno posebno prednost, in to je prefabrikacija, ne. Medtem ko večina gradbeništva dela pol rokodelsko, bi rekli, imate vi možnost zelo veliko prefabricirati. Ali vam bo prefabrikacija dolgoročno omogočila, da bo lesena gradnja morda celo cenejša? Kje vidite moč prefabrikacije danes pa jutri? Kje vidiš? No, ta naš poslovni model dejansko odgovarja na več izzivov, ki jih imamo v gradbeništvu. O trajnosti sva že govorila. Nagovarjamo pa tudi težavo z pomanjkanjem delovne sile. Tako kot se srečujemo v nekem storitvenem sektorju v zdravstvu z pomanjkanjem ljudi, ki so pripravljeni fizično delati, ali pa jih enostavno ni, ker se tudi populacija stara, je v gradbeništvu zelo močno prisotna težava z zagotavljanjem zadostnega števila ljudi, ki so pripravljeni delati na gradbišču. In pravilno ugotavljaš, da naš način gradnje zmanjšuje ta obseg ali pa število izvajalcev, ki jih potrebuješ za gradnjo enega objekta. Mi smo sposobni eno družinsko hišo montirati na gradbišču z ekipo 3 do 4 ljudi. In jo tam postavimo v 2 do 3 dnevih. To je hitrost in optimizacija, ki jo klasični način gradnje ne more doseči. In zato tudi verjamemo, da je to gradnja prihodnosti, ker rešuje tudi ta del problema. Zdaj, kar se cenovnega vidika tiče, z večjim razvojem se seveda tudi dogaja večja stopnja optimizacije, tudi avtomatizacije določenih procesov. Ravno iz tega razloga smo skupaj z novim lastnikom Marlesa v zadnjih 2 letih zagnali največji cikel investicij v tehnologijo v Marlesu. Imamo praktično prenovljen tehnološki proces, od strojne opreme do montažnih miz, in to nam bo omogočalo v prihodnje tudi višjo stopnjo avtomatizacije in pohitritev določenih procesov. Pa seveda zmanjšanje števila zaposlenih, ki jih potrebuješ za ta proces. Tudi mi se srečujemo s tem, da tudi v proizvodnji, ne samo na gradbišču, imamo omejen bazen kadra, ki je pripravljen delati v tovrstnih procesih. Zato se trudimo z višjo stopnjo tehnologije, z sodobnejšo tehnologijo, ki opravi več funkcij, z zmanjšanjem tega manualnega dela, ki je potrebno v proizvodnji. Zdaj v naslednjem koraku pa zelo intenzivno uvajamo tudi digitalizacijo. Smo veseli, ker smo bili uspešni na enem od razpisov, in tudi s pomočjo države zdaj uvajamo digitalizacijo, ki bo podprla to novo tehnologijo, ki smo jo investirali v zadnjih 2 letih.
v Sloveniji skozi govorimo, pa v bistvu v širši Evropi, o stanovanjskem problemu kot enem problemu, in pa problemi gradbeništva so pa konstantni. Ampak je morda tudi rešitev v neki tipizaciji, standardizaciji objektov? Ker ljudje, ko pogledamo svoje življenje, mi živimo v podobnih tlorisih zelo, ampak na koncu je pa ta individualizem pa razbija vse to. Vi to delate malo tudi čez svoje kataloške hiše? A je to del rešitve problema? Absolutno. Jaz mislim, da je uvedba nekih standardov, ki še vedno zagotavljajo ali pa omogočajo individualnost, ampak ne zahtevajo, da je vsak produkt, ki ga proizvajamo, pa nov projekt, ne, ki povzroča kompleksnost v procesih, v proizvodnji, v načrtovanju in tako dalje, da je eden od naslednjih korakov, ki jih bomo morali v tej industriji napraviti. Jaz sem kar precej tudi v tujini, poskušam imeti stik z drugimi podjetji iz branže. Moram reči, da za razliko od slovenskega prostora, kjer so tudi naši konkurenti, ki so na nek način zrasli iz Marlesa, ne. Mi smo ponosni na to, da smo razvili praktično to industrijo v Sloveniji. No, je tu ta prenos nekih informacij znotraj industrije zelo omejen, ne. Bojimo se drug drugega. To je meni po svoje tuje, jaz prihajam iz drugačnih okolij, iz mednarodnih družb. Mi smo se z vsemi konkurenti redno sestajali, pogovarjali, si prenašali neke informacije, seveda do določene točke. Imaš tudi neke poslovne skrivnosti ali pa neke svoje informacije, ki jih ne deliš, ampak generalno gledano ni bila težava, no. Pravim, da se mi zdi, moja izkušnja v tej branži je, da smo precej zaprti, da se relativno malo pogovarjamo, in tudi ni velike pripravljenosti na pogovore pa izmenjave mnenj. Zato raje hodim po tujini in pred 14 dnevi sem bil v enem podjetju, kjer tedensko proizvedejo med 30 do 40 hiš. In odgovor je ravno v tem. Standardizacija elementov, ki jih pa seveda potem lahko z neko smiselno rešitvijo tudi individualno prilagajaš, ampak ne izven teh elementov. In to je zagotovo naslednji korak. No, ta konkurent nam je, oziroma to podjetje nam je brez nadaljnjega razkazalo celotno proizvodnjo. Smo se pogovarjali odkrito o izdelku in zanimivo je to, ne, in jaz to skozi poudarjam, nam ni konkurent, Marlesu ni konkurent podjetje A, B in C iz lesene montažne gradnje. Nam je konkurenca klasična gradnja. Mi smo konkurenca klasični gradnji. Njim prinašamo neko alternativo in potreba na trgu je v tem trenutku, če gledamo samo na Evropo, bistveno večja od tega, kar vsa podjetja v tej industriji lahko napravijo. Na trgu, v katerem sem bil, je trenutna kapaciteta samo 20% tega, kar trg potrebuje. Celotno gradbeništvo na tistem trgu pa je sposobno napraviti samo nekje 60% vseh potreb po domovih, ki jih trg ima. Seveda niso vsi trgi takšni, ampak tu je en od primerov. Zahodnoevropski trgi, Nemčija, Nizozemska, Belgija, zelo glasno govorijo o tem, da je potreba po
namestitvah, po domovih, po stanovanjih bistveno večja od možnosti, ki jih industrija omogoča. Še enkrat, podobno razmišljamo, Marko, ta standardizacija je ključ do hitrejše, bolj optimirane rešitve, ki jo mora ta vrsta gradbeništva ponujati, in posledično bi seveda lahko to vplivalo tudi na ceno. Danes še vedno delamo večino projektov po nekem, jaz bi temu rekel, manufakturnem principu, kjer se z stranko pogovarjamo o individualni rešitvi, ki lahko izvira iz neke tipske rešitve, ampak potem je seveda spet od posamezne gradbene parcele na posamezni lokaciji odvisno, kakšno gradbeno dovoljenje boš dobil, in je treba ta proizvod oziroma ta objekt umestiti v tisti prostor, ga prilagoditi dimenzijsko, potem so še zahteve kupca, ki bi rad imel, ne vem, neke spremembe v prostoru, tudi arhitekturnih rešitvah objekta in tako dalje. In na koncu prideš do še enega individualnega projekta, ki zahteva veliko resursov, tako načrtovanja, arhitekture, v končni fazi izvedbe, in seveda to stane. Vsaka ura dela, ki ga moramo vložiti v to pripravljalno in izvedbeno fazo, ni zastonj. There is not such thing as a free lunch, pravijo. Zdaj, omenil si digitalizacijo, pomenila standardizacijo. Ali je tukaj pri vas ali drugje dobiva svoje mesto tudi umetna inteligenca v kakšnem izmed teh procesov? Ali vidiš že vpeljavo umetne inteligence pri vas ali drugje? Ali bo prišla z zamikom? Imam kar slabo vest, ko se pogovarjamo o umetni inteligenci, ker premalo vemo o njej. Odkrito povedano. Mislim, da jo v tem delu naše industrije še premalo razumemo. V Marlesu se trudimo vsaj delno slediti temu, kar se dogaja, ampak mislim, da smo bistveno za tem, kar se na tem področju dogaja in razvija. To zelo odkrito povem, ker govorim seveda v lastnem imenu in v imenu Marlesa, pa vem, da smo v tem oziru zelo napredni. Poskušamo zdaj tudi z digitalizacijo v ta projekt vključiti partnerje, ki nam bodo prinašali to znanje, ker seveda mi smo strokovnjaki za leseno montažno gradnjo, nismo strokovnjaki za vsa področja, in upamo, da bomo vsaj nekaj od tega, kar umetna inteligenca zdaj omogoča ali bo v prihodnje omogočala, da bomo začeli čim bolj uporabljati in koristiti kot dodano vrednost. Po drugi strani pa sem prepričan, da kot za ostale industrije bo tudi v gradbeništvu AI prinesel napredek, predvsem v tistih aktivnostih, ki so ponovljive, ki jih zdaj počnemo že bolj ali manj rutinsko, in da je pač samo vprašanje časa, kdaj bo to postal del nekih aktivnosti, ki v podjetju enostavno moraš imeti implementirane. Če ne, nas bo trg prehitel, če že nismo pozni. Saj si predstavljam, da je specifika vaše industrije taka, da je toliko variabil, da umetna inteligenca prihaja malo z zamikom, niso tako enostavni procesi, ravno prej primer umestitev nečesa na neko zemljišče. Drugače pa, prej si omenil, da vaš konkurent pravzaprav so klasičarji, torej govorimo o zidaki, beton in tako naprej. Kako pa vi vidite, kako pa konkurirajo te novi materiali, kot so recikliran beton, neke
3D tisk in tako naprej, ali so to realni konkurenti ali je to bolj razkazovanje neke fiktivne zelenosti? Težko komentiram. Moram reči, da jih v tem oziru ne spremljam kaj dosti. Jaz mislim, da imamo mi v naši leseni montažni gradnji toliko močen fokus in spremljamo razvoj v tem oziru, da relativno malo vem o napredku izdelave teh klasičnih materialov. Priznam. Mogoče zelo ošabno rečeno, me niti ne zanima, ne, ker se v tem ne vidim. In še enkrat, jih tudi z tem razvojem ne vidim kot konkurenco. Sem vesel, da se dogaja na tem področju tudi razvoj, ker ocenjujem, da način izdelave teh materialov zdaj je dolgoročno poguben. In pozdravljam to, da razvijajo zelen beton, čeprav ga ne razumem najbolje. Ne vem, kako je lahko beton zelen, ampak recimo, no, da jim želim tu vse dobro. Karkoli se bo razvijalo, katerikoli materiali bodo boljši, energetsko manj potratni, manj obremenjevali okolje, to je samo dobro za nas. Lesena montažna gradnja ima svojo prihodnost, mi to razvijamo. In jaz ne verjamem, da lahko katerikoli od teh materialov dejansko pomeni substitut za les. Ne verjamem. Težko me bo kdo prepričal, da bo imel vse te pozitivne lastnosti, kot jih ima les in vpliv lesa na človeka. Pojdite v gozd, pa boste čutili energijo. Pojdite v lesen objekt, pa boste čutili drugačno okolje, drugačno počutje kot v kateremkoli drugem objektu. Samo to je potrebno. In potem naj človek presodi, v kakem okolju bi želel živeti. V kakšnem okolju želiš, da tvoji otroci odraščajo. Ne? V kakšnem vrtcu želiš, da bo tvoj otrok se igral. Ne? V kakšni šoli želiš, da bo cele dneve bival. Res v nekem strogo betonskem objektu z veliko vgrajenimi umetnimi materiali, ali pa to objekt, ki je trajnosten. Jaz mislim, da je odgovor jasen. Ko govorijo o trajnosti, je pa en koncept še zelo prisoten in to je ta reuporaba, reuse, ali so Marleysovi objekti tudi taki, da torej, predvsem v državah, recimo, ki si jih prej omenil, Srednje Evrope, Beneluxa, se ta moment vedno bolj omenja, v smislu, da lahko neko hišo ne samo razstavimo, pa jo uporabimo kot nek material drug, ampak dejansko razstavimo in uporabimo nekaj drugega, ne. Ali so Marleysovi objekti tukaj primerni za te koncepte? Ja. To je tudi ena od zadev, ki jih jaz nisem poznal. Mi smo v lanskem letu prodali 3 objekte, ki smo jih imeli kot vzorčne objekte za naše stranke. Odmontirali jih bomo, pospravili pohištvo in odpeljali na drugo lokacijo in jih ponovno sestavili. To je možno samo v lesenih montažnih objektih. Klasična gradnja tega zaenkrat vse jaz ne vem, da bi omogočala. Se pravi, ta reuse z tega vidika je edinstven v našem načinu gradnje. Ampak je še en drug vidik. Noben objekt ni možno uporabljati v neskončno. Se pravi, slej ko prej bo prišlo do točke, ko bomo iz nekega razloga ta objekt odstranili in mogoče povrnili v prvotno stanje ali pa tam zgradili drug objekt.
Marles je v letošnjem letu dal na trg novo linijo hiš pod blagovno znamko oziroma pod linijo Fresh, ki je napravljena iz 100% reciklabilnih materialov. Se pravi, karkoli bi se kasneje od teh materialov po končani rabi objekta odstranilo, se da reciklirati. 100%. To je edinstveno. Do zdaj nihče ni dal takšnega produkta na trg. In skrbimo tudi v tej smeri. Se pravi, večkrat se da uporabiti ta produkt, da se ga premestiti iz lokacije A na lokacijo B, da se ga dograditi, da se spremeniti arhitekturne rešitve. Po drugi strani pa, ko se ga ne uporablja več, se ga da 100% reciklirati in s tem ne obremenjujemo okolja. Zanimiv primer. Počasi prihajava h koncu, morda še zadnje vprašanje. Kakšen bi bil vaš oziroma tvoj nasvet mladim, ki vstopajo v vašo panogo, in pa, če bi mogel izbrati en nasvet, in pa kaj bi bil nasvet novim mladim, spet kupcem oziroma mladim družinam, ki se odločajo za svoj dom? Se pravi, tisti, ki stopajo v panogo in bi delali v tej panogi. Jaz jim želim vse dobro in verjamem, da so na pravi poti. To je gradnja prihodnosti, zagotovo. Trg je enormen, produkti so še v razvoju, se pravi, se da še marsikaj napraviti v smeri še večje uporabnosti. Prej sva govorila o standardizaciji in tu zagotovo je še precej razvojnih možnosti. Če pogledamo samo na potrebe evropskih tržišč, je brez nadaljnjega možno tu uspeti. Kar se pa kupcev tiče, pa to, kar sva že govorila. Moje vprašanje je vedno, v kakem bivalnem okolju želiš bivati. Če ti je pomembno, da si v zdravem okolju, da svojim otrokom in sebi nudiš najboljše, potem boljšega materiala od lesa ni. To zavedanje ob številnih drugih prednostih, ki jih lesena montažna gradnja ima, tu govorimo predvsem o hitrosti gradnje, o natančnosti gradnje, o praktično številnih možnosti za prilagoditev objekta lastnim željam in potrebam. Vidimo, da praktično nobena drug način gradnje ne omogoča vsega tega, kar omogoča lesena montažna gradnja. In imamo primere, kjer oziroma k nam prihajajo kupci, ki že imajo izdelane svoje načrte in pridejo po nasvet ali pa bolj preveriti, kaj bi pa pomenilo, če bi namesto klasične gradnje gradili z leseno montažno gradnjo. Moram reči, da jih ni težko prepričati. Zato, ker ko se nekdo poglobi, ko razume kompleksnost gradbenega projekta, dajmo še enkrat vedeti, to so življenjski projekti. V njih vložimo ves denar, ki smo ga privarčevali, pa večina od nas je potem zadolžila še za naslednjih kar nekaj let. Večjega projekta človek pravzaprav v povprečju v svojem življenju ne napravi, v privatnem smislu, v poslovnem smislu nekaj drugega. In taka odločitev, ki bo pravzaprav velik del našega življenja zaznamovala, je ena od ključnih odločitev, ki jih mora človek sprejeti. In ni enostavna. In spustiti se v neznano s projektom, ki prinese tako stroškovne kot izvedbene izzive,
vse to je pri leseni montažni gradnji v veliki meri pod kontrolo, ker se dobi partnerja, ki za ves ta proces poskrbi. In to je tudi ena od bistvenih prednosti našega načina dela. Jaz pač svetujem vsakemu, ki se zdaj odloča o tem, da bi imel svoj dom, svojo hišo, da dobro razmisli, v kakšnem objektu želi bivati in seveda na kak način in komu bo zaupal izvedbo tega. Dobro, Tadej, najlepša hvala. Prepričan sem, da bo dala marsikomu misel, še posebej tistim, ki niso iz branže, pa veliko sreče. Ja, hvala, Marko, tudi tebi.